Leto 2021 je postreglo s smešnimi, bizarnimi in neverjetnimi zgodbami. Se še spomnite, ko je zaročenka princa Harryja Meghan priznala, da ni vedela, da se mora prikloniti pred kraljico, ali pa kako so naši politiki kljub svojim odlokom pili vodo v gostilnah. Skozi take in drugačne zgodbe se bova sprehodila v tem videu. Najprej se odpravljava na svetovno sceno, potem pa bomo pogledali, kaj je bilo v Sloveniji. Začnimo ta video z eno bolj smešnih stvari prejšnjega leta. Na inauguraciji Joe Bidena kot predsednika ZDA je šel totalno okradel Bernie Sanders s svojimi pletenimi rokavicami. Fotografija je kasneje postala internetni meme. Revež se je tako znašel na železnem prestolu v vesolju skupaj s Forrest Gumpom in prijatelji, naj pa slike povejo svoje. Da pa smo sploh prišli do inauguracije, pa seveda tudi ni šlo brez zapletov. Še med štetjem glasov Trump ni priznal svoje izgube na volitvah in tudi svojim privržencem vestno govoril, da ne, oni so zmagali, sigurno so oni zmagali in seveda reveži so to hoteli osebno preveriti. Gremo nazaj v Združene države. Trumpovi podporniki so zasedli kongres, razbijajo okna, v kaosu je bila v prsi ustreljena protestnica, ki je v kritičnem stanju, ranjenih je tudi več policistov. Ljudi je z nagovorom poskušal pomiriti novoizvoljeni predsednik Joe Biden. In so kar vdrli na Kapitol v sobo, kjer so šteli glasove, da bi oni osebno preverjali, a je res zmagal oziroma izgubil. Skratka, na Kapitolu se je vnel prepir med varnostniki in nastal je cel kaos. Januarja je prišlo do tako imenovanega kratkega stiskanja delnic ameriškega podjetja za trgovanje z videoigrami GameStopa, kar je povzročilo velike finančne težave velikim hedge skladom. GameStop was a heavily shorted business by hedge funds. The bet against GameStop was pretty aggressive. Gre za kar kompleksno tematiko, ampak če poenostavlja te veliki hedge skladi, te veliki finančni igralci so želeli v bistvu, da cena delnice GameStopa pade in so njeno delnico močno v bistvu podcena. These are guys that are actively bankrupting companies to make money. We just totally gave them the middle finger. Ampak internet in mali vlagatelji se niso pustili tako zlahka nategniti. Na čelu skupino Wall Street Bet so namreč šli direktno proti skladom in začeli masovno kupovati delnice GameStopa. S tem so ceno delnice poslali v nebo. Saj veste, večja ponudba, večje povpraševanje, višja cena, v tem primeru je šla res v nebo. There once was a stock that put to sea. The name of the stock was GME. The price blew up and the shorts dipped down. Hold my bully boys, hold. Soon may the tendy man come to send a rocket into the sun. One day when the trading is done, we'll take our gains and go. Na najvišji točki je bila cena kar 30-kratna. To pomeni v bistvu, če bi vložil 1000 evrov noter, bi v bistvu si ven izplačal 30.000 evrov. Zgodbo pa sva vključila zato, ker zelo lepo pokaže, kakšna je moč v množici, ki se ne pusti manipulirati posameznikom. Zelo inspiracijsko. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea. V prejšnjem segmentu smo že srečali eno izmed mnogih izvedb in parodij na pesem, ki jo slišite v ozadju. Ja, v letu 2021 so postale zelo popularne tudi mornarske pesmi, tako imenovani sea shantysi. Trend pa se je seveda ustvaril na TikToku. Začel ga je Nathan Evans, ki je od takrat nabral kar 80 milijonov ogledov in podpisal tudi pogodbo za znano založbo. In vsi, z mano na čelu, smo zelo veseli, da sedaj lahko predvajamo takšne pesmi in nas noben čudno ne gleda. Pred leti smo bili namreč igralci Assassin's Creed Black Flaga prvič izpostavljeni tovrstnim pesmim in mislim, da govorim za vse, ko rečem, da smo le čakali, da bo kaj takšnega sprejeto tudi v mainstreamu. Pa gremo še v vesolje. 10 let je bilo potrebnih, da je rdeči planet Mars dobil novega prebivalca.
Zato je poskrbela NASA, ki svet navdušuje s prvimi posnetki vozila vztrajnost. Do zdaj najbolj ambiciozna odprava na rdeči planet obljublja vznemirljiva odkritja za znanstvenike. In prvič v zgodovini lahko tudi zemljani slišimo, kakšni zvoki se širijo po nekem drugem planetu. Po 7 mesecih in 7 minutah groze je NASIN rover oziroma pač ta robotek vztrajnost pristal na Marsu. About 20 meters off the surface. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Nekaj sekund po pristanku je tudi poslal prvo fotografijo iz rdečega planeta, sedaj pa je na svoji življenjski misiji, da mogoče najde življenje na Marsu, oziroma bolj ostanke tega. Ne gre le za velik uspeh NASA, ampak tudi človeštva na splošno. Medtem ko so Beničani vajeni poplav njihovega slavnega mesta, pa so toliko bolj presenečeni, ko nastopi izjemno nizka oseka. Tako nizka oseka je sicer trajala le nekaj ur, a v bistvu je bilo že to dovolj, da so nekateri kanali popolnoma presahnili in za seboj pustili nasedle čolne in gondole ter začudene obraze domačinov. Super straight gibanje, še ena bedastoča prejšnjega leta. Se veste, danes nimamo več ene ali dveh spolnih orientacij, ampak celo paleto in s tem tudi 1000 nasprotujočih si mnenj. To je dobro izkusil tudi mladenič iz TikToka, ki se je spomnil svoje spolne orientacije, tako imenovano super straight, oziroma po naše bi bilo to nekako strogo heteroseksualno. Hvala, Cindy. So guys, I made a new sexuality now, actually. It's called super straight, okay? To je storil, ker je čutil velik pritisk strani LGBTQ+ skupnosti, seveda pa je požel tudi en kup enega ogorčenja, kritik, pa tudi defretov, po moje. Zgodba pa gre nekako tako. Obtoževali so ga, da je transfobičen, zaradi tega, ker je izjavil, da nikoli ne bi hodil za trans žensko, zaradi tega, ker to zanje ni prava ženska. I get called transphobic because I wouldn't date a trans woman. In itak so ga čist pohejtali, zato se je potem spomnil svoje spolne orientacije, torej te super straight, ki pomeni, da hodiš le z biološko rojenimi ženskami. In v bistvu, ker je to njegova spolna orientacija, noben ne sme nič reči, ker če ne so proti super straight spolni orientaciji. Nekako je me v bistvu vrnil kakor transfobično, zdaj ste pa v bistvu anti-super straight. Dobil je tudi kar nekaj privržencev, tako je super straight skupnost dobila svojo zastavo, socialne profile in če si bil proti njimi, si bil superfobičen. Tako kot večino stvari na internetu, pa je tudi ta stvar eksplodirala in dobila svoje noge, do te mere, da so na koncu začeli super straight gibanje povezovati z neonacizmom. Najbolj bizarno je pa to, da če bi LGBTQ+ skupno želela, da pač se o tem ne govori, bi bilo mogel biti sam tiha, ne? Ker se veste, če se ben ne obreze od neki, gre to sam pod mostom, lepo z vodo naprej, ampak kaj, ko smo ljudje tako težko tiha, ne? Ena najbolj gledanih stvari leta 2021 je bil intervju s princem Harryjem in njegovo izbranko Meghan, kjer sta polila čaj čez kraljevo družino. Govorila sta tudi o zakulisju in pa ozadju le-te. Wait, hold up, wait a minute. Intervju je dvignil ogromno medijskega in političnega prahu. Harry and I are in the car and he says, okay, well, my grandmother's there, so you're going to meet her. Oh, great. I loved my grandmother. I used to take care of my grandmother. This is great. He goes, right, do you know how to curtsy? Spremljalo pa ga je kar 12 milijonov ljudi, kar je ogromno. Samo za primerjavo, finale Game of Thrones oziroma Igre prestolov si je pogledalo 19 milijonov ljudi na dan izida. Leto 2021 je zaznamovalo tudi ogromno izbruhov vulkanov. Bruhali so vulkani, ki so bili tudi že dalj časa v mirovanju. Tako so recimo izbruhnili Etna v Italiji, Tal v Indoneziji in vulkan na Kanarskih otokih. Verjetno najbolj impresiven izbruh pa se je zgodil na Islandiji. Pa še to v bistvu iz tega razloga, ker je neverjeten, koliko blizu lahko ljudje prišli in posneli samo bruhanje vulkana. Več pa v posnetkih.
Da pa pretrgava tale niz daljših novic, bo pa zdaj samo spustila en rafal takih kratkih. Pa začnimo. Bili smo priča razpadu in prenehanju delovanja skupine Daft Punk. Bill Gates in njegova Melinda sta se ločila, tako da punce zdaj imate super priložnost, da ulovite ultimate sugar daddyja. Bili smo pa priča tudi pretrganju cevi v bližini Yucatana in ja, dobesedno morje se je užgalo. Morje, pač gori noro. Našli pa so tudi presenetljivo dobro ohranjena mladička jamskega leva v sibirskem permafrostu. Živela naj bi kar 28,000 let, poimenovali pa so ju Šparta in Boris. A ja, pa zagotovo niste pozabili, ko se je ladja Evergreen zataknila v Sueškem prekopu. Potem pa imamo še nekaj malo krajših političnih. Na Kubi, ne vem, če ste vedeli, se je dogajalo en največjih protikomunističnih uporov v zgodovini. Have taken a hard line after the biggest anti-government demonstrations in 30 years. After thousands took to the streets in the capital Havana and other cities across the country, chanting for freedom. Not a cry often heard in Havana. Cubans took to the streets in what the opposition has called the biggest anti-government protests in almost 3 decades. Havana is collapsing. We have no house, we have nothing. But they have money to build hotels and they have us starving. Afganistan in umik ZDA trup je povzročil cel kaos, so talibani prevzeli nazaj državo. Vsi vemo, ko se je to končalo. My neighbor is from Afghanistan and he has been telling me some very horrible things. Last week, as the US was leaving Afghanistan after we've been there for 20 years, the Taliban, which is a political and military group, took over the entire country and eventually made it to the capital, where they ran the government out of the country and declared themselves the government of Afghanistan. In pa kot zadnja Kolumbija in njihovi izgredi in tudi v bistvu nekako upor proti vladavini. Human rights groups say police have killed more than 40 people so far. Merkelca se je upokojila, Kurz je odstopil, same legende zapuščajo politični prostor. Bo pa v bistvu Merklova napisala tudi autobiografijo oziroma neko politično knjigo, če si jo bo kdo hotel prebrati. Italija je zmagala na Eurosongu, po drugi strani je pa žičenca dol padla. Pač sam tragično. Pa Franci so imeli reunion, joj, koliko jih je bilo fajn spet gledati po televiziji. Veš kaj je boljš kot Friends reunion? To, da je Taylor Swift imela re-release svojega albuma Red. To je tudi dobro, ja. All too well, 10-minutna verzija. To je vse, kar sem rabil v tem letu. Hvala lepa. Potekale so tudi olimpijske igre, ampak več o tem v slovenskem delu. In pa Facebook se je preimenoval v Meta. Še Facebook ni več Facebook. Ne. Bad path. Pa dobili smo tudi eno tako full fine medijsko zvezdo leta 2021 na TikToku sicer. A boste vedeli, če vam samo nekaj pokažem? Pa v fuzbalu oziroma v nogometu smo doživeli tudi kar nekaj pretresov, recimo kaj Ericssona Cup sred tekme. Ali pa kaj Greenpeace svojega aktivista postral sred oziroma na začetku tekme s padalom na igrišče.
da seveda o poskusu ustanovitve Superlige sploh ne začnem. Hvala Bogu za Čeferina, da je to lepo fajn zaustavil. But did you hear the story? Have you heard what's happened? I did. 16 teams have broken off and are forming a Super League. Malo je takšnih dogodkov v zgodovini nogometa. Vse tuje športne naslovnice še naprej polnijo novice o Superligi, posledicah za nogometne prevratnike, bitki predsednika UEFA, Čeferina in bogatih vplivnežev z Realovim Perezom na čelu. Mi smo se 2 leti pogovarjali z njimi, potem so pa sredi noči izginili. Jaz jih ne bom iskal po Evropi, da se z njimi pogovarjam. Enostavno so izgubili stik z realnostjo. Nenavadno je vztrajanje, nasprotovanje celotni evropski nogometni javnosti, ki je vse bolj razjarjena. Pred tekmo s Kadizom, denimo, so morali Realove nogometaše varovati posebne policijske enote. Serija Squid Game je eno največjih presenečenj in uspehov v letu 2021. Serija je doživela neverjetne številke ogledov in je najbolj gledana serija v Netflixovi zgodovini. Hkrati pa je postala pravi svetovni kulturni fenomen. Na svet so prijokale igre, kostumi za noč čarovnic, merch in pa kloni same igre v Minecraft. Feeling that these games are going to be really fun. Na mobilni aplikaciji Duolingo je praktično čez noč poraslo zanimanje za učenje korejščine, skoraj za 40%, kar je noro. Izzivi iz igre so postali nov trend na TikToku in svetovna senzacija na YouTubu MrBeast je šel celo tako daleč, da je v bistvu celotno igro poustvaril v realnem življenju z v bistvu kar polmilijonskim nagradnim dobičkom. Skladom. I recreated every single set from Squid Game in real life, and whichever one of these 456 people survives the longest wins $456,000. The first game we're gonna play is red light, green light, and they have 30 minutes to cross the red line on the other side of the huge room. So without further ado, green light! Kaj pa v Sloveniji? Tudi pri nas je bilo kar pestro leto. Začnimo s sumljivo dobavo hitrih testov skupine, ki so jih poimenovali kriptopiramidaši. Teste, s katerimi te dni množično testirajo državljanke in državljane v zdravstvenih domovih, je država kupila tudi od podjetja Majbert Farm. Gre za kitajske teste, ki jih je država plačala po skoraj 2 evra na kos. Da gre za odličen posel, pa so se na spletu hvalili kar posredniki sami in tako brez sramu nas opozorili vso javnost. Tina Hojnik. My boys have a special deal to make and we have to take this private jet down to Slovenia. V letošnjem letu so tudi mnogim slavnim udarili v razne socialna omrežja. Sigurno pa je najbolj odmevalo, ko so Robertu Roškarju udarili v njegov Instagram in mu ga ukradli in zbrisali, če se ne motim. Tip je zgubil vse followerje, ampak nič za to, zdaj ima že vse nazaj na svojem novem profilu. Zato pa so zahvalni prijatelji iz jutranjega šova Radia 1, Denis Audič šova, ki so mu v bistvu postavili določene izzive, ki jih je mogel opraviti in s tem se je tudi nazaj zgradil svojo bazo oboževalcev. Ja pa kaj si ti, Fuken? Oh my god, stari! Ti vse zmoreš! Mati sveta! Še eno kontroverzno si je privoščil notranji minister Hojs, ko je objavil seznam in plače zaposlenih v policiji in ministrstvu, potem, ko je policijski sindikat napovedal stavko v bistvu zaradi prenizkih plač. Še boljša pa je bila, ko je čez nekaj časa hotel prečkati hrvaško mejo brez testa skupaj s svojo mamo. Tako, samo na podlagi svojega imena. Zdaj pa zgodba o še enem ministru, ki se je znašel na meji. Hrvaški policisti so notranjemu ministru Hojsu na mejnem prehodu Sočerga v ponedeljek zavrnili vstop v državo. S seboj namreč ni imel negativnega PCR testa. Testa torej, ki ga moramo v takšnem primeru imeti vsi državljani. Ob tem pa je, kot pravi, želel preveriti tudi režim na meji. Slušajte, ja mogu sada da nazovem vašeg šefa, a je tako mama? Ja. A ne mreš platiti račune preko interneta? Nema okreni, dok te nisam rektalno testiral, ajmo. Škandali v naši politiki pa se s tem še niso zaključili. Se še spomnite slavnega stavka Samo vodo smo pili? Kaj so minister Počivalšek, 2 poslanca in drugi udeleženci pili in jedli na petkovem sestanku, ki je potekal kar v gostinskem lokalu sredi idiličnih prliških gričev? In ključno vprašanje, ali so s tem kršili vladne odloke? Če sklepamo po prvih odzivih, so pili samo vodo, že današnji dan pa je prinesel prvi preobrat. Po koncu sestanka so jih pričakali tudi prliški sendviči. Zelo popularne so bile letos izjave formata In Slovenija we don't say, ki so se objavljale na Instagramu. Sprva so bile na nivoju celotne Slovenije, potem smo jih imeli že na
nivoju regija in na koncu na nivoju občin. In moramo reči, v Sloveniji ne rečemo, da je bilo nekaj zelo dobro, ampak tole je bilo pa prav fest. Pa zopet en segment krajših dogodkov, da jih ne pozabimo. V Sloveniji smo dobili Ikeo, zgorel je Partis in pa Slovenijo je preletel Goodyearjev cepelin. Dobili smo novega Masterchefa, novega sanskega moškega, ampak boljš, kot da smo dobili sanskega moškega, smo dobili določene izseke oddaje, oziroma bomo rekli kar nove slovenske mime, ki so se že podpisali po moje zraven legend, kot so 24 litrov gaj ali pa so iz Šujcu ful. Dajmo pogled. Če greva zdaj še enkrat kole gor dol, bom šitala tence. A se pomaj, ker malo zelo bavame. Jaz sem tam cela skockana, delicious. Cela skockana, čist delicious. Umrl je Ivan Zidar, ga se verjetno spomnite iz kakšnih teh gradbenih afer iz preteklosti, pa se veste te klasične petkove stvari, kakor so kolesarji, vodni topovi pa solzivci. Pa če smo že pri politiki, ena bolj taka močna je bila tudi, ko so te petkovi kolesarji ustavili Janšo pa Hojsa na Triglavu, pa jih tam neki buzerirali. Danes je petek in protest se seveda nadaljuje s častnim gostom. A se mislili priti sem, pa se spet malo slikati, pa igrati politikantstvo, ali kaj? A vi ste pa novi PR vlade, ali kaj? Ja super, odlično delo upravljate, da prav ste za njih. Pobegate pred svojim ljudstvom, tako je! Bojite se lastnega ljudstva, ki protestira že 70 tednov! A je že nehala? Pa pojmo vmejkam bolj pozitivnim temom. Kaj pa športniki leta so pač neverjeten, sploh ne vem, kje začeti. Tadej Pogačar, zmagovalec tura in bronasta na olimpijskih. Roglič, zlata v kronometru na olimpijskih. Janja Garnbret, prvo v zgodovini športnega plezanja kot zmagovalka oziroma pač zlata na olimpijskih. Pa seveda potem tudi ostala dva dobitnika medalj, Tina Trstenjak in Savšek. Velik poklon seveda tudi našim košarkarjem, ki so res pokazali tako igro, da jo je bilo prav z veseljem za spremljati. Noro, jaz sem se kar tresel skozi. Pa na slovenske odbojkare tudi ne smemo pozabiti. Pa ko smo že glih pri košarkarjih, Luka Dončić je recimo na coveru oziroma na platnici ene najbolj prodajanih in največjih košarkarskih iger na planetu, se pravi, govorimo o NBA 2K22, pač to je tudi izjemen uspeh, glede na to, da so jo v preteklosti krasili Kobe Bryant, pa LeBron James, pa Steph Curry, pač res sama velika imena košarke. To je bilo res samo nekaj tako par največjih izsekov športnih dosežkov v tem letu, sigurno smo pa tudi še kaj izpustili. Zbrali smo tudi 50 000 podpisov in se udeležili referenduma o vodah. Proti noveli zakona o vodah je glasovalo skoraj 87% volivcev. Referenduma pa se je udeležilo kar 46% volilnih upravičencev, kar je v bistvu druga najvišja udeležba pri referendumih. Bravo Slovenija, več se je treba udeleževati. Ne moreš pa leta zaključiti z neko pozitivno stvarjo, mora biti tak nek škandal, ne? Skratka, sanski moški se je izkazal za ne tako zelo sanskega. Gregor, prvo, minus 16, naprej. Karmen Osovnika, enka. Ine, servus. Jaz ne vem, odkje so oni dobili to slikco, se mi zdi, da živa več ni tako suha. Mislim, glede na to, da so meni bolj suhe punce všeč, ta čez trojko ne pride. Zobki ima treba flektorca vzeti. Pija Gavrič. Tukaj je minus 16, ne, pa minus 17. Rebeka Dremal. Rebekca je malo kupila, bi jaz temu rekel. Gregor Čeglaj je namreč mečko preveč nazorno komentiral slovensko estrado in si s tem priboril kar nekaj očitkov, pa hejterjev, pa tudi svoje sponzorje konc koncev zgubil. Ampak dobro, zdaj se je baje že vse zglihal, zato ker je šel pol na en tak fajn romantičen dejt z Damjanom Murko za svojo pokoro. Ali lahko samo ko se ne gledaš tako? Poživi, tako kot si svoje besede, poživi. Malo več se moraš posunčiti drugič. Pa dobro, kaj vidim? Tako je. Se pa nista vidva poplasta.
tvoja kazen je, da boš na zmeg peljal Damjana Murka. Prepričana sva, da tekom tega videa nisva povedala vseh dogodkov, ki so se zgodili v preteklem letu. Dajte nama napisati spodaj v komentar, kjer ga sva pozabila, pa bi ga obvezno mogla vključiti. Ali pa nama napišite, kjer od teh dogodkov, ki sva jih naštela, se je vam najbolj vtisnil v spomin. Upava, da vam je bil video všeč, tako da daj stisniti všeček oziroma like, da bo tudi YouTube vedel, da je fajn posnetek. Pa še enkrat na tej točki imamo eno prošnjo, kakor v prejšnjem videu. Približujeva se namreč 1000 naročnikom in zato si potreben ti. Tako da, če so ti najne vsebine všeč, daj prosim narod se na najin kanal, ker 1000 številka je res ena taka okrogla, pa za YouTube tudi pomembna, pa nama bi ogromno pomenil, da doseževa 1000 sledilcev oziroma subscriberjev na YouTube. Tako da, hiter rdeč gumb, naroči se, subscribe. Je zastonj, pa čist nič ne grize. S to prošnjo bova tudi zaključila današnji video. Lepo se majte in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!